Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o jeziku in o besedah. Delam poglobljeno analizo svojega življenja in ugotavljam, da sem bil v preteklosti precej šibak glede izražanja skozi besede. To je tisto, zaradi česar sem tudi trpel, ker nisem bil sposoben dovolj kvalitetno drugim povedati tisto, kar si mislim, kar čutim. In še marsikaj drugega me je oviralo pri tem, da bi se kvalitetno izražal. Sem bil tudi slabo socializiran, nisem takrat še razvil dovolj močnega vživljanja v druge ljudi. Sem predvsem živel zgolj v svojem svetu, znotraj družinskega okolja, kajti tam sem dobil vse, kar sem potreboval od svojih staršev. Imeli smo družinsko podjetje in dovolj mi je bilo to, da sem uresničil pričakovanja mojih staršev ter v smislu poslovnih nalog naredil tisto, kar so od mene zahtevali moji starši ter naše stranke. Potem pa, ko sem nastopil samostojno podjetniško pot, sem moral začeti komunicirati z ostalimi strankami. Tukaj pa je bil že večji izziv. Še večji izziv pa je bil, ko sem začenjal dobivati življenjske partnerke in se z njimi sporazumevati. V tem smislu pa je bil še večji izziv, kako se usklajevati, sporazumevati, izražati interese in zagotoviti, da bi bil odnos čim bolj harmoničen. Kasneje sem začel precej delati na sebi, na področju osebnostne rasti in ugotovil, da imam nizko samopodobo. In del razloga za to nizko samopodobo so bile tudi slabo razvite komunikacijske veščine. Tega se na začetku še nisem dobro zavedal, toda ko sem imel določene radijske in televizijske intervjuje, sem dobil povratne informacije, da sem dojel, kako slabo znam govoriti, se izražati verbalno v primerjavi z drugimi ljudmi, še manj pa v primerjavi z raznimi televizijskimi in radijskimi govorci, napovedovalci. In sedaj, po 2 desetletjih dela na sebi, ko imam za sabo že več kot 500 videodnevnikov, ko sem napisal že več kot 500 spletnih dnevnikov oziroma objav v spletnih dnevnikih, ko sem napisal 2 knjigi in ko še naprej razvijam svoje komunikacijske veščine, se zavedam, kako lahko te veščine še dodatno razvijem. Ozaveščam, da imam pravzaprav pomanjkanja glede osnov razumevanja jezika, glede slovnice, glede temeljnih slovničnih izrazov, da ne poznam slovničnih pravil, da pač govorim tako nekako spontano, brez da bi uporabljal kakšne analize in popravljal svoje izražanje v skladu z nekimi jezikovnimi pravili. Zato sem se odločil, da se temeljito izpopolnim glede tega.
da pogledam vse svoje temelje, kako kvalitetno so zgrajeni, in da odstranim vse gradbene napake na področju jezika. Uporabljam novo učno tehnologijo, za katero sem tudi nacionalni zastopnik, ki omogoča kvalitetno integracijo besedišča in učenje točnih definicij besed. Odločil sem se začeti popolnoma od nule. To pomeni, da spoznavam pomene najbolj temeljnih, preprostih besed, besed, ki so sestavljene zgolj iz 1, 2, 3, 4 črk, da se pri vsaki besedi ustavim in natančno pogledam v slovar, kaj so vse definicije teh besed. Nato pa tudi, da se poglobim v samo jezikoslovje, v slovnico, da res dobro začnem obvladati gradnjo stavkov. Vidim, da je to potrebno, če hočem kvalitetno predati svoje ideje, svoje vizije drugim, navdušiti druge ljudi in tudi vplivati na ta svet, da bi preko sprememb na pravnem področju, torej glede zakonodaje, prispeval k stvaritvi veliko boljšega družbenega sistema, da bomo lahko vsi na tem svetu živeli v večji harmoniji ter izobilju. In enako priporočam tudi vsem ostalim, ki želijo aktivirati svoje potenciale, ki želijo sebe opolnomočiti, ki imajo močno željo izboljšati razmere na tem svetu, da delajo na sebi v smislu izboljševanja svojih komunikacijskih veščin, torej veščin branja, pisanja in govorjenja. In da tudi ti ljudje pogledajo kvaliteto svojega obstoječega besedišča, besednega zaklada, da vsi izboljšajo kvaliteto razumevanja definicij besed. In vsem seveda priporočam glede tega uporabo nove učne tehnologije, ki tovrstno učenje sistematizira, ga pohitri, ga naredi zelo preprostega, enostavnega in učinkovitega. Za vse tiste, ki želijo na ta način sebe izboljšati, ki želijo spoznati to novo učno tehnologijo, vas vabim, da me kontaktirate. Najdete me na Facebooku pod Valentin Rozman ali na moji spletni strani valentinrozman.si. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.